Lepo pozdravljeni. Po odločitvi arbitražnega sodišča v meji med Slovenijo in Hrvaško je predsednik vlade Miro Cerar obiskal območja, ki jih je sodba najbolj prizadela, tudi Metliško občino. V sredo pa je slovenski premier stališče o sodbi na prvem uradnem srečanju v Ljubljani izmenjal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Medtem ko je za Slovenijo haaška razsodba edina sprejemljiva pot, pa je za Hrvaško ta sodba nesprejemljiva. Hrvaškega kolega je premier Cerar sprejel v protokolarni vili Podrožnik. Po rokovanju sta se sprehodila po tamkajšnjem parku in nato nadaljevala pogovor na štiri oči. Pred predstavnike medijev sta stopila v vladni palači v Ljubljani in večkrat poudarila pomen prijateljstva med obema narodoma. Sta pa glede razlage arbitražne odločbe v meji med državama trdno ostala vsak na svoji strani. Slovenija se je pripravljala in se bo pogovarjala s sosednjo Hrvaško tudi v prihodnje o implementaciji, torej o izvršitvi odločbe arbitražnega razsodišča. Stoga za nas ova arbitražna presuda nije obvezujuća, niti ju namjeravamo primjenjivati. Za razsodbo je rešeno mejno vprašanje, ki je dolga leta bremenilo naše medsebojne odnose, poudarja Cerar. Gre namreč za vrednoto, kot je vladavina prava in spoštovanje prevzetih mednarodnih obveznosti in seveda še posebej gre za spoštovanje odločb mednarodnih sodišč. Plenković odgovarja, da mejno vprašanje med državama ne nameravajo reševati z implementacijo arbitražnega sodišča. V Zagrebu imajo drugačen predlog. Međutim, ono na što smo spremni i što želimo, i to u razvijanju dobrosusjedskih odnosa i sa željom da riješimo otvorena pitanja, uključujući i granično pitanje, su razgovori sa Slovenijom na političkoj razini, na stručnoj i diplomatskoj razini. Kar pa za nas ni sprejemljivo, je bil odločen Cerar. Igra živcev se bo v prihodnjih 6 mesecih, kolikor imate državi na voljo za pripravo in izvrševanje arbitražne razsodbe, več kot očitno nadaljevala. Pričakovati je, da bosta obe strani vlekli različne poteze, a te bodo zanesljivo daleč stran od oči javnosti. Nadaljujemo pa v Posavju. Na brežiški hidroelektrarni, največji v spodnjesavski verigi, je bil pred kratkim zadnji gradbeni dan. Ogledal si ga je tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in je bil po ogledu objekta navdušen. Zagotovljen bo tudi denar za gradnjo zadnje mokriške elektrarne, je v Brežicah obljubil minister. Po 3 letih in pol so gradbinci in drugi mojstri svoje opravili. Oprema je v testiranju. Vsi 3 agregati so že v obratovanju, seveda glede na pretok vode, tako da je ta del elektrarne praktično danes zaključen. V začetku septembra predvidevajo tehničen pregled, sledilo bo poskusno obratovanje, vendar so prve kilovate električne energije že poslali v omrežje. Elektrika se proizvaja, trenutno je ta tretji, še ta zadnji agregat v tem testnem obratovanju, ko zbiramo podatke o eventualnih nepravilnostih, ampak načeloma je teh nepravilnosti pri tretjem agregatu zanemarljivo malo. Za gradnjo spodnjesavske verige je doslej veljalo, da stroški energetskega dela pri nobenem objektu niso presegli napovedane vrednosti. To dobro prakso ohranjajo tudi pri brežiški elektrarni. Ta energetski del je bil predviden v višini 118 milijonov evrov. Vse projekcije kažejo, da bomo pod to številko, trenutno pa ne morem še povedati koliko. Ker seveda, ko bo vse skupaj zaključeno, ko dobimo še tudi zadnje fakture od gradbenih del, takrat bomo pa točno lahko povedali tudi končne številke. Minister Gašperšič je dejal, da ga je mogočen objekt navdušil in se veseli uradnega jesenskega odprtja. Kot sem obveščen, je to v bistvu najmočnejša hidroelektrarna na spodnji Savi. Tudi samo akumulacijsko jezero je impresivnih dimenzij, skoraj da tolikšno kot Bohinjsko jezero in mislim, da bo res ena velika dodana vrednost temu prostoru. Prebivalci Krške vasi in Velikih Malenc bodo to občutili šele po zagotovitvi poplavne varnosti, ki bo dokončno rešena šele z mokriško elektrarno, ocenjeno na 145 milijonov evrov. Od tega mora država zagotoviti 75 milijonov za infrastrukturne ureditve.
Mi si bomo prizadevali skupaj seveda tako z Ministrstvom za okolje in prostor, kot tudi z Ministrstvom za finance, da bomo zagotovili potrebna sredstva za izgradnjo tega objekta, tako da računamo, da bodo v naslednjem letu oziroma letu 2019 najkasneje tudi se začela gradbena dela. Projekt je že nekaj časa v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Postopek, na katerega v družbi HES ali Infra nimajo vpliva, vodi Agencija Republike Slovenije za okolje. Še ostajamo v Posavju. Minister Gašperšič je v sklopu obiska v Posavju ogledal tudi gradnjo mostu Žadovinjek, ki so jo začeli spomladi. Ta bo kot tretji most čez Savo povezoval industrijsko cono Videm z Leskovcem. Trenutno je to največji infrastrukturni projekt v občini, ki ga financira država. Most in obvoznica sta bila pogoj lokalne skupnosti ob umeščanju hidroelektrarne Krško v prostor. Gre za zahteven projekt. Pogodbeni rok za dokončanje je marec 2019. Mi si vsi želimo, seveda, kolikor bo možno, da se to tudi še kaj skrajša. Sama dela pa doslej potekajo nemoteno. Ob gradbišču na Žadovinku sta minister in krški župan odprla še druge pomembne teme. Tako da smo se dotaknili problematike izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, pregledali cestno problematiko, se pravi investicije v cestno infrastrukturo, in tudi dotaknili smo se tudi problematike železniške postaje in investicij na tem področju. Ob obvoznici so v načrtu še obnove državnih cest v občini z izjemno razvejenim cestnim omrežjem. Gre predvsem za cestne povezave Krško zdole Pohanca in pa Krško Brestanica, potem meja s Kozjem oziroma vse do Podsrede. To so v bistvu in pa seveda na tej cesti, ki je najbolj prometna v tem delu Slovenije. Gradnja Vrbinske ceste, gre za povezavo Krškega z Brežicami ob železniški progi, tokrat ni bila predmet pogovora, je povedal župan. Vemo, da je problem v brežiški občini, ki še ni nekako pripravljena sprejeti teh prostorskih aktov, kakršni so bili predlagani. V Krški občini smo že pred leti to traso, ki je bila predvidena, sprejeli in bi tudi na občinskem svetu DPN potrdili. Tako da z naše strani ni težav, seveda pa s velikim pričakovanjem čakamo, da se v Brežicah to razreši, da enkrat pride tudi do izgradnje te ceste. Minister in župan sta se okvirno dotaknila tudi sprememb zakona o skladu za razgradnjo, na katerega je občina dala več pripomb. Deloma so upoštevane, za poglobljeno razpravo o tej temi pa ta ministrov obisk ni bil predviden. Medtem ko v Krški občini še čakajo na most, pa je dotrajan most, ki je povezoval vasi Selišče ter Gornje in Dolnje Sušice v Topliški občini, končno dočakal novo podobo. Nazadnje je bil obnovljen leta 1987, sedaj pa je sodobnejši in izboljšan, kar je močno razveselilo domačine. Prvič je bil most čez Sušico zgrajen pred skoraj 100 leti, predtem je bila tam le brv. Ja, prvi most, ki je bil prevozen za vprego, je naredil 1922 leta in je trajal do 1945, kjer so ga partizani razminirali zaradi ofenzive, in tega leta je bil ponovno narejen spet ta most. No in potem je to trajalo do 64 leta, kjer so malo posodobili ta most, malo povišali, ker do tedaj je vsaka voda ga preplavila. Prenovljen most je razširjen, povišan in vzdržljivejši. Prejšnji most, ki je bil že tudi sicer dotrajan, je imel nosilnost samo 3 tone, tako da smo tudi s šolskimi avtobusi in praktično že prazen traktor je tehtal več kot ta dovoljena teža. Zato smo bili prisiljeni pravzaprav ta most prirediti. Današnje obremenitve so tudi 30 ali 40 ton, kar novi most brez težav zdrži. Nov je tudi pločnik, zato so razširili most za 1,5 metra. Sama investicija je bila vredna skupaj z DDV-jem približno 170 tisoč evrov, plus približno 100 tisoč evrov je ta dodatni del, to je zložba in pa dodatni pločnik do priključka na cesto Dolenjske Toplice Dobindol. Del te naložbe so financirali iz naslova Suhokranjskega vodovoda, saj pod temi tlemi teče tudi Suhokranjski vodovod. Po večletnih prizadevanjih občine, da bi država obnovila nadvožnjak kot glavni vpadnici v Sevnico, pravijo domačini, se bo to končno zgodilo.
Posel, vreden dobrih 714 tisoč evrov, je po izboru Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo dobilo sevniško podjetje Rafael. Nadvožnjak so zgradili davnega leta 1938 in predstavlja prometno najbolj obremenjen cestni odsek v občini. V zadnjih kar nekaj let je bilo vloženih v ta projekt veliko naporov in tako projektantov, tehnične stroke, kot tudi potem iskanje sredstev. Obnovo bodo začeli v avgustu. Rekonstrukcija bo potekala do marca prihodnje leto. Za čas gradnje bo postavljen začasni montažni objekt za preusmeritev prometa in zato ne pričakujemo večjih težav. Upamo pa, da bo rekonstrukcija zaključena v roku. Izvajalec to obljublja, saj kot domačin pozna pomen tega infrastrukturnega objekta. Obnovljen nadvožnjak bo širši. Ta most bo širši na hodniku za 1,5 metra. Se pravi, na eni strani bo dovolj prostora tako za pešce kot za kolesarje. Kot smo slišali, bo med obnovo ob nadvozu postavljen jeklen vojaški most. Semaforska ureditev bo postavljena in promet bo nemoteno tekal izven gradnje. Seveda bo ob teh konicah boji zastoji, samo vsak svoje potrpežljivostjo lahko veliko pripomore, da se bo promet odvijal normalno. Občina je z direkcijo v dogovorih še za nekatere druge projekte, med katerimi je župan izpostavil nadvoz čez progo na Blanci in most Log. In smo že v Novem mestu. Novomeški občinski svet je na julijski seji zadnji pred poletnimi počitnicami med drugim potrdil spremembo občinskega lokacijskega načrta univerzitetnega kampusa. Kot smo že poročali, naj bi ta nastal na območju Drgančevja. Naj spomnimo, ideja o umestitvi kampusa v sklopu Novomeškega univerzitetnega središča na območju Drgančevja sega v leto 2006. Tega leta so bili z občinskim odlokom tudi določeni pogoji, kaj v univerzitetni kompleks sodi. Na tem območju ima občina v lasti več objektov, ki so bili po podatkih GURS-a zgrajeni leta 1960. Nekateri so prazni in v precej slabem stanju, nekatere pa uporabljajo najemniki, različne organizacije in društva. Svetniki so v razpravi izražali bojazen, da bodo spremembo občinskega lokacijskega načrta v Drgančenje umeščene vsebine, ki tja ne sodijo. Da zvemo, kako je z umestitvijo sedanjih visokih šol, fakultet v prostor, kako občina išče partnerje, investitorje za kampus. In pa da gre res za dejavnosti, ki se vsaj približno navezujejo na bodoči kampus. Je še zmeraj ga ne bi zavrgla. In imamo tudi tukaj v bistvu neke skušnjave, da bi te temelje kampusa, visokega šolstva v prostoru malo spet zmanjšali, skrčili in zamajali. Kampus lahko realnost v dokaj kratkem času, če se nekako razvojno usmerjena občina poklopi z razvojno usmerjeno vlado v tem segmentu. A vlada zagovarja stališče, Novo mesto naj ustanovi zasebno univerzo. Župan odgovarja, da si bo Novo mesto še naprej prizadevalo za javno univerzo. Sprememba odloka pa je po njegovem mnenju nujna. In seveda, da bomo lahko primerno gospodarili s temi objekti, spreminjali obstoječi akt v smeri, da lahko izvedemo tudi sanacijo streh in podobne nujna sanacijska dela, da so lahko objekti tudi v funkciji. Po uveljavitvi končne spremembe strani občinskega sveta na julijski seji je bil storjen šele prvi korak, bodo lahko začeli z dejavnostmi, ki pa naj ne bi vplivale na začrtane vsebine univerzitetnega kampusa v Drgančevju. Po kratkem predahu bomo spoznali program, ki je prejel priznanje Državljan Evrope 2017. Odšli bomo po sledeh arhitekta Plečnika na Preloki ter se ob koncu podali v svet opere. Najprej pa poglejmo, katera šola bo 1. septembra na novo odprla vrata. V občini Brežice so z rebalansom proračuna zagotovili dodatna sredstva za opremljanje nove šole v Cerkljah ob Krki in s tem omogočili, da bo šolarjem odprla vrata z novim šolskim letom. Nov objekt šole in vrtca je vreden 6 milijonov 250 tisoč evrov. Od tega je občina Brežice črpala približno 800 tisoč evrov iz 23. člena, ki je namenjen občinam za izvedbo investicije. Namenskih sredstev za izgradnjo šole in vrtca pa od države nismo pridobili.
Financiranje je razdeljeno na več proračunskih let. Letos je zanj namenjenih 3,5 milijone, kar je polovica razpoložljivega denarja za vse občinske naložbe. Predviden tehnični pregled je 27. julija. Včeraj smo oddali vlogo za izvedbo tehničnega pregleda na upravno enoto, torej tudi so potrebno dokumentacijo, dela so v zaključni fazi, tako da ne vidimo ovire, da bi tehnični pregled opravili. Nadzor nad izvajalci vrši Sava Projekt, kjer ne dvomijo, da so postavljeni datumi uresničljivi. Ja, seveda je realno. Tudi je ta teden dana vloga za tehnični pregled, tako da mislim, da ni nobenih ovir, da se ta zadeva ne bi speljala. Za pridobitev uporabnega dovoljenja je rok 20. avgust, do katerega bo treba odpraviti morebitne pomanjkljivosti. Sicer je izvedba bila zelo zahtevna, mislim tudi je dosti takih detaljev, ki niso čisto standardne, običajne izvedbe, ki so pač pogojene z projektom objekta. Vendar je izvedba kakovostna, je povedal Šalamon. Zadovoljen je tudi arhitekt, saj ima stavba značaj, kot si ga je zamislil. Kakšen je pravzaprav vzdušje, ki ga dajo materiali in barve in svetloba v prostorih. In jaz mislim, da je to zelo pomembno za mlade ljudi, v kakšnem okolju jih vzgajajo, v kakšnem okolju se pravzaprav učijo. Ker šola ni samo izobrazba skozi knjige, ampak je tudi izobrazba skozi prostor. Objekt na 4000 kvadratnih metrih bo lahko sprejel 250 učencev, danes jih je 180 in 110 vrtičkarjev, zdaj pa jih je 80. Nadaljujemo v Beli krajini. Belokranjski turistični delavci ugotavljajo, da na območje Bele krajine prihaja vedno več posamičnih turistov, ki si ne želijo le kopanja v Kolpi. Da bi jim omogočili pristnejše doživetje dežele Belih brez, so v Črnomaljskem Ricu, Semiškem Ticu in Metliškem turističnem društvu Vigrad stopili skupaj in pripravili posamezniku prilagojeno ponudbo. Včeraj popoldne so tako skupaj 14 turističnimi ponudniki prvič odprli vrata Bele krajine oziroma začeli z novim pristopom, ki bo turistom ponudil informacijo. Kdaj imajo posamezni ponudniki odprto, torej kateri dan v tednu in katere ure jih lahko obiščejo. Na ta način bodo lahko turisti doživeli, okusili in spoznali ponudbo belokranjskih vinarjev, čebelarjev, kmetov, rokodelcev, ponudnikov domače obrti in drugih. Kdor bo obiskal Belo krajino, bo vsak dan imel nekaj za videti, nekoga obiskati. Vse informacije bodo objavljene na spletnem portalu, pa tudi v vsaki gostilni, pri vsakem gostilničarju, v vsakem baru, se pravi na čim več lokacijah bojo te označevalne table oziroma plakati, kjer bo točno označeno, katero uro, kateri dan je pri komu odprto, vse je opremljeno tudi z QR kodami, tako da si lahko tudi na ta način ogledajo ponudbo. Med 21 ponudniki, ki so pristopili k projektu, je tudi Bernarda Kump, ki vodi Belokranjsko galerijo v Črnomlju in pripravlja delavnice tradicionalnega vezenja ter polstenja volne. Opažam, da je vse več individualnih gostov, parov, kolesarjev, motoristov, družin, bodisi tujih ali domačih, ki hočejo na nek način doživeti pokrajino, ne samo, da se kopajo v reki Kolpi. Projekt Odprta vrata Bele krajine jim bo to omogočil, je prepričana Kumpova. Ta projekt je vse pohvale vreden, vendar ta projekt bi mogel biti že mnogo prej. Mi pogrešamo povezovanje, mi pogrešamo sodelovanje. Pa pravi Sonja Škof iz Čerešnjevca pri Semiču, ki na svoji domačiji pripravlja delavnice peke belokranjske pogače in potice, ter gostom ponuja ogled partizanske bolnice Topolovec in muzeja kmečkega orodja, ki si ga je v času našega obiska z zanimanjem ogledovala družina z Nizozemske. Mi sami promoviramo naša odprta vrata, vendar pogrešamo, če je že ustanova kot Ric Bela krajina in pa Tici po Beli krajini ali po Sloveniji, jaz mislim, da bi mogli promovirati vsi, en z drugim, en drugega. Je prepričana Škofova.
V Sloveniji pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije že več let poteka program Starejši za starejše, v katerem starejši prostovoljci obiskujejo starejše od 69 let v svoji okolici in pomagajo tistim, ki potrebujejo pomoč. Primer dobre prakse so prepoznali tudi v Evropskem parlamentu, ki so programu podelili nagrado Državljan Evrope 2017. Po vsej Sloveniji v okviru programa deluje približno 3700 prostovoljcev. Vseh 13 let trajanja programa je prostovoljka 77-letna Ana Kotnik iz Novomeškega društva upokojencev. Jaz pomagam vse, nego na domu recimo, tudi kaj pospravim, če ne more, recimo premaknem, grem v trgovino. Evo, sem imela primer, sem šla gospe krompir skopati. Med oblikami pomoči prednjači druženje s starejšimi. Teh primerov je več kot 2/3. Mojca Grah je prostovoljka 3 leta, pomaga pa starejšim na območju krajevne skupnosti Prečna. To je podeželje in je razlika kot pa v mestu. V mestu potrebujejo, mislim, druge stvari. Na podeželju pa je to bolj osamljenost, bolj pogovor, da se družimo z njimi, to najbolj želijo. Prostovoljci po Sloveniji so v 13 letih opravili približno 8 milijonov ur prostovoljnega dela. Podelitev priznanja je bila v Ljubljani, oktobra sledi še v Bruslju. Na priznanje je izjemno ponosna vodja programa Novomeščanka Rožca Šonc, saj je Evropski parlament prepoznal bistvo programa. Pomagati starejšim, da čim dlje lahko ostanejo v svojem domačem okolju in seveda, da smo tudi podaljšana roka javnim programom, ki sicer potekajo, pa si jih mnogi naši uporabniki ne morejo privoščiti. Rada to upravljam, jaz ne sedim doma, ne tako, kdo misli, da pač sedim in da nič od niča, ni res. Stalno sem v nekem gibanju. Ljudje, ki sem v stiku z njimi, mi veliko dajo. Tako kot jaz njim, oni meni. In sem vesela, da sem se odločila za prostovoljstvo in mislim, da bom delala še dolgo. V Novomeškem društvu upokojencev je v program Starejši za starejše vključenih 1700 oseb starejših od 69 let, niso pa vsi člani društva, saj to ni pogoj za pomoč. Letošnje leto je razglašeno za Plečnikovo leto. Januar je namreč minilo 145 let, odkar je bil rojen, in 60 let, odkar je umrl naš največji arhitekt Jože Plečnik, ki je dal pečat 3 evropskim prestolnicam – Dunaju, Pragi in predvsem Ljubljani. Sledi njegovega dela pa so vidne tudi na preloki v Beli krajini. Tamkajšnjo župnijsko cerkvico Svete Trojice namreč krasijo klopi in 5 lestencev izdelanih po Plečnikovih načrtih. Saj je tudi za cerkev naredil nek načrt, samo ni potrebe. Dosti je velika za nas, kolikor nas je še. Kot pripovedujejo domačini, je po 2. svetovni vojni Plečnik na prošnjo Preločanov povsem brezplačno izdelal načrt za novo cerkev in njeno notranjo opremo. Ker pa denarja za gradnjo ni bilo, so okoli leta 1956 Preločani po njegovih načrtih opremili notranjost njihove stare cerkve Svete Trojice. Plečnikovi načrti pa so ohranjeni. So ohranjeni in to je bila za nas tu iskrenost, ko da smo šele letos pomladi odkrili te načrte in so nas vse prijetno presenetili. Preločani, ponosni, da je njihova vas edini kraj v Beli krajini, pa tudi širši jugovzhodni Sloveniji, kjer je veliki arhitekt Jože Plečnik pustil sledi svojega dela, pa so pred nekaj dnevi s koncertom ženske vokalne skupine Lan iz Metlike in njihovih gosti, Kronc iz Uršnih sel, obeležili tudi pomembno pridobitev njihove cerkve. Pred 2 tedni smo blagoslovili orgle, ki je izdelal Brandl v mariborski orgelski delavnici in je ravno šla 90. obletnica od izdelave, tako da so zdaj obnovljene in spet v uporabi po 30 letih. Prenovo 90 let starih orgel znanega orgelskega mojstra Jožefa Brandla, katerega opus obsega več kot 150 mojstrovin, so zaupali mlademu mojstru Urošu Kovaču, ki je delo izvrstno opravil. Vsi farani so veseli, zadovoljni, tako da se spet sliši zvok naših orgel. Jokali smo, ko smo jih prvič čuli. Tako lepo, neverjetno.
Navdušeni pa so bili tudi tokrat, ko je ubrano petje vokalne skupine Lan, ki prepeva že 27 let in velja za najboljšo vokalno skupino v Beli krajini, spremljal zvok njihovih orgel pod prsti pianista Andreja Kunjiča. In ko potepam se naokrog, ko je noč in zvezde gledam, spomnim se na svoje mesto, mislim na prijatelje. Je delček neformalne novomeške himne Grem domov v Novo mesto, legendarne skupine Rudolfovo. Novomeški študenti so se letos ob zaključku študijskega leta ponovno podali peš domov. Skoraj 70 pohodnikov se odpravilo na dolgo pot iz 3 univerzitetnih središč. Iz Kopra so pešačili 6, iz Maribora 4 in iz Ljubljane 2 dni. Bil sem študent v Mariboru in odkar sem začel študirati, sem že vedel, da ta projekt obstaja, tako da od takrat naprej se z tega redno udeležujem. Kar ena taka velika izkušnja. Fajn nam je bilo, no. Malo smo sekali čez kakšne gozde, pa čez trave, malo smo nove poti odkrivali. Izkoristili smo podobr, spoznali smo kakšno novo pot. Skupina je bila večja kot lani, zelo heterogena, tako da se mi je zelo fajn. To je edinstven projekt v slovenskem Rilu, ki ga je začela skupina zanesenjakov leta 2005, ko so se na lastno roko odločili, da gredo peš iz Maribora v rodno mesto. Danes je ta projekt že dobro naoljen stroj, ki je namenjen vsem ljubiteljem narave in pohodništva. Letos smo z udeležbo na pohodu izjemno zadovoljni. Mislim, da Ljubljana celo rekordna s 45 pohodniki. Koper in Maribor standardnih približno 10. Nas pa preseneča mogoče malo trend. Večinoma hodijo dekleta. Nad projektom že od začetka bdijo v Društvu novomeških študentov. Letošnji dogodek pa so zaključili s koncerti skupin 5 Jazz Polnoč, Generator, Executives in Midva. Grem domov v Novo mesto! Grem domov v Novo mesto! Kam grem? Domov! Za konec pa smo prihranili še operno poslastico. Ljubljansko glasbeno gledališče Figaro, ki si pod taktirko Zdravka Pergerja prizadeva prestaviti opero tudi v bolj odročne kraje, je v sklopu letošnjih jubilejnih poletnih prireditev Pridi zvečer nagrad v Metliki uprizorilo pravi operni spektakel, ki je navdušil številno občinstvo. Na dvorišču za Metliškim gradom so na oder postavili Seviljskega brivca, slovito Rossinijevo komično opero v 2 dejanjih, ki je pritegnila več kot 600 gledalcev iz vseh koncev Bele krajine. Po dolgih letih se opera vrača v Metliko in publika jo je lepo pričakala. V bistvu vidim, da so si ljudje to želeli. Predstava je bila razprodana, obiskovalci pa navdušeni. To je za Metliko nekaj posebnega. Po dolgo časa je ena taka prireditev, vidimo, da je polna udeležba, vreme idealno za to in ambient, tako da super. Mislim, da bi v Beli krajini takih prireditev več potrebovali, ker je ljudi, ki bi si to radi ogledali, v tem priča danes polno grajsko dvorišče. Velik obisk operne predstave je tudi pokazatelj, da Belokranjci, Metličani smo pripravljeni gledati tudi kaj kakovostnega. Ne z vsem spoštovanjem do frajtonarice, samo frajtonarico in kaj podobnega. Da zmoremo tudi občudovati in gledati pravcato umetnost. Presenetljivo dobro in ambient je krasen, nepričakovano lepo, izkoriščen prostor, akustika, tako da smo res sproščeni in uživamo. Uprizoriti opero na prostem na dvorišču za Metliškim gradom je bil velik zalogaj, tudi finančni. Vendar je bil prostor več kot primeren za Seviljskega brivca. Ko so si organizatorji prišli, izvajalci prišli pogledati ta prostor, so nekako takoj videli, da se bo to zlilo s sceno, ki jo imajo, tako da prostor je enkraten. In zagotovo ga bodo izkoristili še za kakšen kulturni dogodek, pravi Strahinjičeva. Morda tudi za še kakšno operno predstavo.
In če gre soditi po obisku Seviljskega brivca, bodo ljudje zagotovo prišli. To poletje pa bo veliko priložnosti še po drugih krajih. Lep konec tedna vam želimo in nasvidenje.